The Red Light Podcast, kjer glasbeno industrijo razgalimo do golega. Lepo pozdravljeni, moje ime je Maj Straus, danes pa je z mano Nikolas Nadi, diplomirani audioproducent in tonski mojster, ki se že vrsto let ukvarja profesionalno z ozvočevanjem koncertov. Nikolas je tekom svoje kariere sodeloval že s številnimi glasbeniki, ki jih Slovenija zelo dobro pozna. Med njimi so Žan Serčič, Uroš Perić, Adi Smolar, San Diego, imamo Fat Horses, Bohem, Manco Špik, Čeda Huči, potem so tukaj še Vlado Kreslin, Dan D, Gregor Ravnik, Batista Cadillac in še bi lahko našteval, ampak nimamo časa za to. Tako nekako, ja. Ja. Med drugim Nikolas počne tudi druge stvari, torej ozvočevanje ni njegova edina vrlina in tudi teh stvari se bova dotaknila, ampak primarno Nikolas bi se danes rad s tabo pogovarjal o ozvočevanju. Dobrodošel na podcastu. Hvala lepa. Pozdravljam vse gledalce in hvala za povabilo. Me veseli, da si se joinal. Evo, bom tudi en disclaimer na začetku. Midva se poznava že časa, ker sva tudi bila sodelavca. Ne 10 let, po moje. Tako da bova kar lepo domača. Ne? Tako. Pa tako, da te mal naši gledalci spoznajo, a bi nam povedal en tak kratek šnelkurs, kako si ti pravzaprav postal glasbenik in kako si prišel, kako te je ta pot vodila do tega, da si postal fancy audio guy, ki ga vsi pokličejo. No, hvala predvsem za tak uvod, ki je bil res tak zelo prestižen. V bistvu moja zgodba se začne v Rovinju, kjer sem tudi odraščal kot otrok in tam sem jaz bil nek mali potapljač, ki je spoznal Ivana. Ivan je še zmer moj nek best friend in je ta dečko, ki je bil, ne vem, jaz sem bil star 13, on je skoraj 10 let starejši kot jaz, igral bobne in je bil metalc in jaz sem glih tik preden sem ga spoznal na MTV-u, ki je še takrat deloval. Ti si njega spoznal na MTV-u? Ne. Jaz sem njega spoznal tako, da je on v bistvu delal na čovnu, ki je delal za mojega fotra. Okay. Se pravi, moj foter je imel potapljaški center in Ivan je bil en od teh skiperjev, ki je fural čovne in potapljače, jaz sem pa bil tam pač sin šefa in sem skakal okoli po čovnih. Ampak Ivan je bil nek dolgolasati metalc, ki je igral bobne. Meni je bilo to ful zanimivo, ker sem jaz glih tik pred tem na MTV-u pogruntal, da obstajajo bendi kot so Slipknot, kot so Korni, kot so Linkin Park, sicer tisto sem mogoče že prej poslušal, ampak ja, vem, da tisti Slipknoti so bili leta, ne vem, 2, 3, 4, ki se je svijo ti spot. Okay. Kjer spot pa? Bil je glih tretji album, ki je prišel ven in je bil komad Duality. Duality. Sej ta je še zmer na mezija na Spotify, ranking number 1. In ki se ti svidel, ali je bil celo, mogoče sem motil, ali je bil, ne, Spit It Out. Mislim, da je bil Spit It Out z prvega albuma Slipknot in vem, da sem bil pržen. Okay. Tako, friend mi je, glih Ivan mi je, takrat smo imeli tiste kopirke za CD-je in mi je skopiral ta prvi album od Slipknota in jaz vem, da sem jaz tisto zimo, tisti album poslušal tako 5-krat na dan, zaprt v svoji sobi, sam slušalke ali pa zvočniki računalniški in samo šopaj, sam to. Tako da nekako moja glasbena pot se je razvila zahvaljujoč njemu, pa mojem bratrancu, ki je igral kitaro in meni so vedno te pač inštrumenti zanimali, ne. In jaz sem hotel biti bobnar, ampak mama je rekla, kje boš to dal v bajto, pa to bo preglasno, pa imamo motoriste, pa ne bo šlo, in pol je bilo kao, kaj pa če bi jaz kitaro, se kao, Sose Deliđo je najboljši kitarist v Rovinju, vse mogoče bi me kaj naučil. In tako smo se mi izmenjali, takrat je bila ura 50 kun, to je današnjih 7 evrov in je mene Eliđo 3-krat na teden učil kitaro igrati. Potem se je to razvilo neko večjo ljubezen, začel sem imeti prve bende, špilati, tudi neke koncerte smo imeli, jaz sem že odhajal pred faksom v Zagreb snemati določene stvari v nekih mini home studijih in tako sem se leta 2010 znašel v Ljubljani,
na odprtih vratih SAE inštituta Ljubljana, kjer sem potem študiral in od tam naprej bil audio inženir. Ja. To je lepa zgodba. S tem, da takrat si se v bistvu šele začel spoznavati s to tehniko, oziroma a si najprej nekaj časa študiral, ali si ob študiju še potem delal, ali si kasneje po študiju začel delati? V bistvu v teh prvih mojih glasbenih poskusih je en dober prijatelj z Rovinja, Jure, ki je bil bobnar v mojih bendih. On je imel to srečo, da mu je fotor kupil vse. Se pravi, ozvočenje, bobne, kitare, očevalce, base, ampak noben se ni hotel nekako s tisto mešalko ukvarjati. Ne. In jaz sem bil prvi, ki je nekaj tam začel prčkati in malo sem pač skužil, če daš preveč gej napiska, kako v bistvu narediti zvok. In vedno se jaz bil ta nek, bi rekel, glavni tehnik v hiši, ki je potem urejal zvok za naš band in tudi za neke manjše nastope kasneje. In potem se je to počasi razvilo. Se je to počasi razvilo v to neko željo, da bi jaz mogoče tu znal v studiu posneti kitaro, ker sem takrat igral kitaro, ali pa cel album. Torej nisi delal samo live sound, ampak si delal tudi studijsko produkcijo, miksanje, tudi mastering. Nikoli si nisem nekaj mislil, da bi jaz nek live sound tones bil, čeprav mi je to bilo tudi ful zanimivo, ampak vedno sem si mislil, da jaz bom nek kitarist rockstar, ali pa bom v studiu snemal druge, kako špilajo. Ja. Tako da vedno je bila ta neka studijska stran, bolj kot live sound, ki se potem seveda spremenilo v nekaj drugega. Da se počasi premakne v to live sound, ozvočevanje in te stvari. Kaj pravzaprav je live sound tako mogoče, oziroma kako bi ti nekomu, ki je čisti laik, nekako razložil, kaj je tvoja naloga? Kaj pravzaprav zdaj počneš, ko imaš SP in ko delaš? Se pravi, kot live sound tehnik, če bi šli kratko varianto, ti si tista oseba, ki ali je sam tonski mojster za skupino, ali se pa prej pozanima, kaj kaj glasbena skupina vse potrebuje in prineseš sabo zvočenje, mikrofone, ki so ti ga dali v nek rider, se pravi, to je spisek opreme, ki pač za tiste, ki ne poznajo tega, skupina zahteva in ne vem, kable, luči, ni pa da, ne. Če to zdaj preslikamo nekaj, kar zdaj delam, je to, da v bistvu vsaj en teden pred koncertom se pozanimaš, se pravi za rider, kaj tonska skupina, kaj neke specifikacije, skupina potrebuje, te neke specifikacije, potem kličeš organizatorja, da vidiš, kaj oni zahtevajo od tebe, pa kaj je na lokaciji, potem kličeš nekoga, ki je na lokaciji, da ti pove, a je štrom v redu, ali imajo oni lučke, a moraš ti nekaj zrihtati. Torej stvar te bolj organizacije, ne? Tako, organizacijske zadeve. Kaj pa potem na koncertu sam? Tako da na koncertu samem v bistvu skrbiš za to, da vse poteka po planu, se pravi, da se časovnica ne podre, ker seveda, če se zamuja pred ali po tonski, se to odraža tudi na koncert in lahko pride do, bi rekel, disasterja, ne, če ne vem, ti zmanjka štrom kablov pred koncertom in ne moreš vsem priskrbeti vse, kar bi rabili. Ali pa, ne vem, se zaradi nekih okolnosti zamuja in enostavno ne gre po planu. Ja. V redu. Pa mogoče po koncertu imaš še kakšne naloge po koncertu? Po koncertu je vedno tisto najlepše, kar je na koncertih, in to je pospravljanje kablov in opreme. Mogoče razen tega pospravljanja, imaš ti še kot... Se ga nobene veseli, ampak ja, vedno greš nekako do muzičarjev dobiti nek ta feedback, ga vsi tonci oziroma vsi, kar delamo live sound, rabimo in se pravi dokazati, a si bil dober, a nisi bil dober, kaj bi lahko spremenjeno, kaj je manjkalo, kaj je mogoče bilo preveč, če se bi se izognili na koncertom, pred koncertom. In se pravi, mi smo dostikrat tako neki, ki iščejo neko potrditev, a je naše delo bilo dobro ali ne. Ja. Da bi lahko v bistvu napredovali in zvedeli, kaj bi lahko zboljšali. Tudi tako je, ne, v bistvu mi, ki smo audio guys, ne, ti si producent, jaz sem producent,
ves čas, ko poslušamo muziko, ko gledamo koncerte, se in the back ukvarjamo s tem, a dobro zveni, a ne, a dobro zveni, a kako je kaj izmiksan, pa to. Velikokrat se ljudje sam prepustijo glasbi, a ne. Ampak na koncu pa, kako ti recimo vidiš, da mogoče, če ne vprašaš benda, kako ti prepoznaš, da si dobro naredil svojo nalogo? Pa, mislim, itak vidiš na publiki, a so ljudje zadovoljni, a so tam džuskali, plesali in se imeli fajn, ali vsi neki čudno gledajo, ker je, ne vem, mislim, tudi sam veš, če zdaj delaš nek event kot tonc in ti začne mikrofon piskati, prvo te pogledajo, pač vsi, kaj ta tonc počne, zakaj tukaj neki vse piska, a ne, če vejo, kaj pogledati, a ne, če ne, pač sam grejo nezadovoljni domov in vidiš to takoj na obrazih pač gostov, mislim, tistih gledalcev, da to ni bilo to, a ne. Ok, zdaj tako, Nikolas, midva sva zdaj odprla ful enih različnih stvari, a ne, torej zadovoljstvo publike, komunikacija z glasbeniki, priprava na to zadevo, ravnanje z opremo, sama tehnika, znanje, ki je potrebno, da to sploh narediš, vsem tem bi se jaz rad s tabo pogovarjal, bi pa še preden se poglobiva to te vprašal, kaj pa so še druge vloge ljudi na koncertih, recimo, da vas si zamislite en tak res huge koncert, ne? Ne vem, nekdo ima v Križankah predstavitev svojega albuma ali pa v tem stilu. Ok, na to se lahko navežem, recimo, lani smo delali en tak velik koncert v Križankah, kjer je nastopil Žan Serčič z njegovim bendom. In zadeva se začne, mislim, ljudje velikokrat mislijo, da ok, oni se pokličejo, rezervirajo datum, plačajo tisto dvorano ali pa ne in ne vem, dan prej se zmenijo, kdaj bodo prišli in imajo koncert in se imajo full fajn. Zares se ta zgodba začne nekako, bi rekel, en mesec v bistvu pred samim nastopom ali pa več, ne vem, 3, 4, 5 mesecev pred tem dobiš datum, zabeležiš si ga. Potem so pa neke priprave in neki feedbacki med tabo, ki si, ne vem, jaz, ki sem stage manager bil v tej vlogi, se pravi stage manager skrbi, da je časovnica v redu, da je vse tam na odru, kar mora biti. Pozanimam se pri drugih, mislim, pri organizatorjev, ozvočevalcev, kakšne kable rabimo, kaj rabimo na odru, rabimo več luči, manj luči, več megle, ne vem, od, bi rekel, najmanjše do največje stvari, ki je tam na odru. Mogoče manj megle pri komu v glavi. Ja, tako da marsikaj in v bistvu aktivno delaš en mesec na tem. Se pravi, kličeš 101 telefonsko številko ljudi, ki jih poznaš ali jih pa ne, in jim rečeš, ok, jaz sem Nikolas Nadi, sem stage manager za Žana Serčiča in rabim to pa to, a bo to takrat, ok, zdaj smo se zmenila po telefonu, ti napišem na mail za to, da bo sigurno tam, pa pišeš tam in na koncu zgodbe prideš v Križanke in ob 12 ni ničesar, kaj si se zmenil, a ne, šel si v Ljubljano na sestank, napisal si nekaj mailov in vedno je problem, recimo se zaštrika pri ozvočevalcih, hočemo, ko pridemo, da je štrom po odru položen, zaradi tega, ker brez elektrike danes ni nič. A mora biti to prav posebna, mora biti to prav nekdo posebej, ki to zrihta? Načeloma je to ozvočevalec ali pa organizator, jaz kot stage manager sestavim tak, reče se mu stage plan ali pa stage plot in to so neki programi, ne vem, na spletu, ker ti narišeš postavitev benda in narišeš, kje mora kdo imeti nek podaljšek za štroma. In zatakne se ponovadi že pri tako enostavni stvari, ker je elektrika, ne, da prideš na lokacijo in seveda tega ni in ni 15 minut, ni 1 uro, ni 2 ure in zamuja tonske vaje zaradi nekega takega problema, kukar je, ne vem, 5 štrom podaljškov po odru zaradi tega, da pač lahko začnemo delati svoje delo. Ne. Ok, Nikolas, ampak tako, tebi se res vidi, da imaš ogromno izkušenj, ne, in clearly imaš tudi kakšne malo slabše izkušnje, ampak dajva si mogoče za začetek zamisliti en lepo izpeljan. Ok, tako, recimo zamisel si, da je bil ta koncert od Žana Serčiča vse by the book. Ok, by the book, se pravi, kdo še sodeluje, recimo?
Ponavadi imamo recimo pri Serčiču, kakor pri večini večjih skupin, tonski mojster je za foh, se pravi, ki dela zvok za publiko, tonski mojster za skupino, se pravi monitoring, guy, to je neka oseba, ki dela zvok. A on se skriva tam za maršalom? Tako je. Okay. On se skriva nekje vzad, ob levem ali pa desnem robu in jim dela zvok ali v zvočnikih, ki so po tleh, ki se jim reče monitorji, ali pa v slušalkah, se pravi in-ear sistemih. Potem je tukaj vpleten tudi organizator skupine, organizator križank, koncerta. Potem so neki roadi, se pravi neki fantje, pomočniki, asistenti, ki nosijo opremo in pa benda. Recimo Žan Serčič je pri tem bendu imel 15 članov ekipe. Mislim, govorim sam 15 članov benda, ker smo imeli še godala pa trobila. In kakor stage manager v bistvu se meniš z vsemi nekako, kdaj mora biti tam, pošlješ jim časovnico, vprašaš vse, kdo kaj rabi, če imajo kakšne posebne zahteve za svoj inštrument, ki moraš vedeti, kjer je mikrofone imeti, potem ti to pošiljaš nekemu zvočevalcu, da ti on to priskrbi in tako. In verjetno si potem tudi ti odgovoren, če se kdo tam ne prekaže, oziroma pač... Tako ja. V bistvu, če ne pošlješ tisti neki osebi enega maila, ki bi ga mogel poslati, ta oseba ne bo vedela, kdaj mora tam biti in lahko nastanejo zapleti. To bi te še rad malo vprašal, ne? Kakšna je tukaj pol neka hierarhija, ker če se slučajno neki zalom, mora nekdo odgovarjati, ne? Oziroma tako, mora nekdo pripraviti, oziroma malo razmisliti naprej, predvideti, da bo neko tveganje mogoče tako, ne vem, kadrovsko ali pa finančno ali pa časovno ali pa kakršnokoli, mogoče nekdo zboli, ne. Ja, to se je veliko razgodilo. Kako je ta struktura, ta piramida vzpostavljena? Tako, ja, to je vedno problema, ne. Mislim, hvala Bogu imamo danes toliko nekih tehnoloških zadev ali pa ne vem, te socialne medije in kad ti pošlješ to v neko skupino, ki se kreira, vidiš, kdo je videl to, ne, ker piše sin in veš, da se spodobi, da se prikaže v tisti uri. Ne. Je pa seveda bolezen in take zadeve, pridejo nepričakovane momenti, ki nekdo ne pride tudi na špil, ker smo imeli tudi enkrat pri enem zelo velikem izvajalcu in v bistvu oseba, ki je bila na plakatu, ki bo mogla biti zraven, za en komad ni prišla, ne, zaradi bolezni in v bistvu se izvajalcu opravičil v njegovem imenu, da ga ne bo zaradi bolezni. Ne. In mogoče tudi marsikdo pride glih zaradi te točke, ker je v bistvu ljubitelj tega nekega drugega izvajalca, ki bi mogel zraven biti, pa ga ni. Tudi take stvari se zgodijo. Ne vem, moja partnerka je meni povedala zgodbo, da so šli nekam v Anglijo na Adele. Okay. In so že bili tam, mezija so bili že pred stadionom, ali skoraj pred stadionom in se je razvedel, da ali en dan prej, da pač nje ne bo, da je zbolela. Ne? In pač to je ogromen špil, ogromno ljudi. Mogoče čistko malo za feeling. Kakšen je pa kakšen damage nastane, če se recimo kaj tazga zgodi? Bog pomagi, da ne vem, Žan Serčič dobi gripo, ne? In ne more zadnji dan. Kakšen je to strošek? Ja, stroški so kar ogromni. Ne? Mislim, ti najprej prodajaš neke karte, za katere plačaš tudi davek in potem vračaš ta denar nazaj in imaš v tem projektu pletenih, ne vem, za križanke, govorim na pamet, 50 oseb, ki so sam v tehniki, potem imaš 15 članov benda, ki si je tisti datum zapisala. Ne. Zdi se mi, da mogoče v Sloveniji veliko krat te zadeve grejo v neko varianto, zbolel je, odpade, ne. Ja. Ki mogoče v tujini se kaznujejo s penali, se pravi na finančni strani, tisti, ki je odgovoren za to. Ne. Iskreno niti ne vem. Mislim, kakor nek stage manager bolj se za neko tehnično stran ukvarjam, kakor za to neko, ki je mogoče stvar nekega organizatorja ali benda ali pa dogodka. Ampak ja, zapletene zadeve. Ja. Zapletene, nevšečne.
To je res bolj stvar organizatorja koncerta, ne? Bolj organizatorja koncerta. Ja. Si pa mislim, da bi, ne vem, nekdo, ki bi imel dost izkušenj s tem, lahko tudi razmišljal v smeri, da ima nekega nadomestnega izvajalca, ki bi bil mogoče pripravljen priti. Ja, so pa to stvari, ki je težko urihtati, ker recimo... Ljudje pridejo poslušati tisto, ne? Ja, ljudje pridejo poslušati Žana Serčiča. Se pravi, če Žan Serčič zboli... Mogoče lahko pride njegov brat. Žal. Pa poje na... Tudi, ne vem, če ima brata, ampak ima brata. Ne, mislim, da. Pa sem ga strelil v tebe. Mislim, da nima. Ja. Pa bi lahko na playback. Ja, jaz bi rekel, da nima. Ampak ja, mislim, se tudi, če gledamo tako, zboliti roadie na, ne vem, zdaj bom strelil, 13. juni, ki je najbolj zaseden datum za celotno glasbeno industrijo v Sloveniji. Ne? Ja. Kje boš ti dobil roadie? Kdo ti bo prišel? Kdo bo zdaj 15-članskem bendu nosil opremo križanke? Ja. Pa zadeva tudi to, mislim, tist roadie, jaz lahko kličem bratranca, ki bo v letu za 100 evrov ali pa 200, 300, ni važno, in bo full happy, ki bo zaslužil tist denar, ker bom pač mal tam fizikalo, ampak ti moraš znati tudi tist kabel vklopiti v tisto kitaro, in če tega nisi nikoli prej videl v življenju, so zapleti, in tukaj se potem zamuja na tonskih, ker potem nek, ne vem, stage monitoring človek ali pa jaz, kakor stage manager, moram potem skakati po odru in delati tudi stvari, ki jih je zadolžen, recimo nek roadie. Tako da to so zadeve, ki potem torej ti v bistvu spremenijo. Če se sfokusirava zdaj na tvoje delo, znotraj tega ti lahko ta tveganja, lahko se na njih pripraviš na en način s tem, da preprosto znaš vse te stvari. Tako. Mogoče je druga stvar, da si fizično dovolj močan, da lahko preneseš nek zvočnik itd., da nimaš lih hernije. Ne? Tako. Kaj pa bi še kaj drugega bilo? A imaš ti še kakšne sistemčke znotraj tega, ki ti pomagajo mogoče? Ja, jaz sem mogoče imel srečo, da jaz sem začel v bistvu v Sloveniji, kakor ne tonc ali pa stage manager, začel sem kakor roadie. Se pravi, iz one nekaj bi rekel, ne bom rekel najnižje skale, ker nočem roadie zdaj nekako dol potakniti, ker so en od najbolj pomembnih delov ekipe, ampak začneš se učiti kakor roadie, pa postaneš mogoče nek stage manager, če te zanima še tehnika, mikseri, si potem nek monitorc ali pa tonc in tako naprej. Ampak začel sem kot roadie in naučil sem se marsikaj, kako zložiti kombi, kako prenašati stvari po odru, da je čim lažje, čim hitrejše, kako, mislim, tudi drugače igram skoraj vse te neke pop-rock inštrumente in tudi vem, kako dela kitara, kako delajo bobni, kako, mislim, znam zamenjati recimo opno na bobnu, znam zamenjati strune na kitari in potem v bistvu marsikdo me najel, med tem tudi Žan Serčič ali pa kakšen drugi artist, ker znam vse. To je tudi prednost za mogoče nekoga mladega, ki bo začel to delati, če znaš naštimati kitaro, če znaš naštimati bobne, če znaš nastaviti nek mikrofon točno in če si toliko pogumen, da boš šel delati za nekoga, ki ima dovolj tehnike, ali si pa kupil svoj mikser, boš zelo, zelo hitro obvladal zadeve. Ne rabiš biti najboljši tonc v Sloveniji za take zadeve, ampak rabiš biti hiter, pa zanesljiv in uporaben. In marsikdo te bo najel zaradi tega, kakor je mene, ker sem bil mogoče prijazen, pa zanesljiv in sem se hitro znajdel na odru, zaradi tega, ker sem bil tudi sam glasbenik, da potem, a veš, to neko znanje, ki bi ga mogoče mogel imeti iz neke drugega aspekta, odpade, ker si uporaben že iz štarta zaradi nekih drugih tvojih, bi rekel, atributov. Tako da meni se je to zgodilo, marsikje je nek roadie odpadel in je bilo ono, Nikola, si frej, ja pač pridem in sem podelal stvar mogoče hitrejše, kakor njihov roadie in sem potem nastal roadie od tega benda ali pa tonc že na naslednjem špilu, zaradi tega, ker so videli, da pač me zanimala in sem hotel to delati. Zdaj, en tak način, na katerega jaz tudi pomislim, je, da se marsikakšnega dela
znebiš z sodobnimi tehnologijami, ki so v stilu prej si omenil in-ear monitoring, verjetno, ali pa ti imaš zelo rad digitalno mešalko, da naokoli skačeš za tablico, pa štimaš fejderje. Ne? Pa sem bil en od prvih, ki se je full bal digitalnih mešal, pa kar nek bi rekel, mlad fant bi mogel biti prvi, ki bi to zagrabil. Ampak je pa handy, ne? Ja, mislim, toliko manj kablov, toliko fajnih stvari na teh digitalkah, pa že to, da sam klikneš save, pa ne skrbiš, kaj se ti bo premaknil med transportom. In s tem v bistvu, če se tebi nekaj zgodi, ali pa da imaš več nekega dela, si prišparil ogromen časa, če imaš ti neke presete narejene. Tako, pa tudi veliko pomaga, recimo, če nekdo zboli iz tehnične ekipe, ker se nam je že zgodil, seveda. Ti imaš v bistvu celotno nastavitev mešalke, če je digitalna, shranjeno na enem mikrofajlu in se enostavno shrani na ključek ali pa pošlje prek maila nekomu, ki te bo nadomestil, tisti prek maila potegne to dol, da na mešalko in dela, kakor da nič ne bi bilo. Se pravi, lahko si zelo hitro najdeš nek nadomestnega tonca, ki bo namesto tebe oddelal špil. Ki bo malo popravil mogoče, ampak seveda, imel bo pa neko bazo. Bo imel že vse nastavljen, tako kot band ima ponavadi nastavljen, ne bo onih, da mi iz začetka, da mi malo bobna, da mi malo kitare. Ampak že vse stoji in sam naredi mikropopravke, ker seveda, ko ti predstaviš isti band z isto opremo v drug prostor, ki ima drugo akustiko, se zadeve popolnoma spremenijo, ker mikrofoni pobirajo vse in svašta okoli sebe in greš pač ne iz nule, ampak imaš zadevo že na 80% prezentirano. A se ti je že kdaj zgodil, da te je nek band najel samo zaradi tega, da ti prideš recimo k njim na nek practice stage ali pa na njihov plec ali pa mogoče na tonsko vajo in postaviš, jim shraniš preset in potem pač oni rihtajo naprej zaradi tega, da si prišparaš strošek tebe? Ja. To je ena od mogoče nevšečnih situacij, ki se mi je večkrat zgodila, in ki sem večkrat imel dilemo, a jih pošljem ali zagrabim ta del, ker mi je, ne vem, pomembno dobiti 200 €, da naredim to tonsko ali karkoli. In sem se potem odločil vsakič, da pač bendu povem, vi me boste najeli, da vam jaz naredim tonsko in vam bom naštimo sound in me boste plačali, to je vse fair, in pol boste vi z mojim presetom hodili okoli in se hvalili, ko ste cool, jaz bom pa doma in nič ne bo, Ampak pol prideš do tega, da mislim, ti tudi če nastaviš, kot sem prej rekel, zvok v enem prostoru, da ful dobro dela, ne pomeni, da bo delal v drugem prostoru. In tudi s takimi bendi pol pogruntaš, da tudi nimaš kaj početi. Ker če te nekdo plača, da te izkoristi in ti naredi misli, da te izkoristi, vse te plača za ta del, nič te ni izkoristil, ampak na konca izkoristi to neko tvojo umetniško stran in s tem fura neko svojo zgodbo naprej in služi denar brez tebe, ampak zares tak band ne bo imel nekih ful dobrih rezultatov na dolgi rok. V bistvu je poslovanje ki bazira samo izključno na nekem znanju, ne vzpostavi se pa nek človeški stik znotraj tega. Seveda to, ampak tudi ne pride do nekih super rezultatov na dolgi rok. Mogoče ta recept bo deloval za 3, 4, 5 situacij letno, ne bo pa deloval za 30 situacij letno. Bi pa bil verjetno pripravljen, ne vem, da te prosi nek band, oni imajo svojega tonca, ti si pa tonski motherfucker, in da te najamejo v bistvu za enkrat, da recimo ti unga tonca malo pošolaš, malo mu pokažeš. To bi pa mogoče bila drugačna opcija. To bi ful z veseljem, ker veliko mladih toncev, tudi jaz sem bil, in ful je težko začeti. Problem je, ker se zaciklaš, nimaš denarja, da si kupiš svojo opremo, potem ne veš, kako bi začel, pa začneš kupovati neko pocensko mehno opremo, pa delaš neke manjše bende za neki manj denarja in potem tako počasi rasteš, vsaj jaz sem tako, tako da, mislim z veseljem, če bi bila taka situacija, da bi nekdo imel tonca, ki se mogoče še uči in bi želel imeti
nek strokovni nasvet, sicer jaz sebe ne smatram nekim full hudim toncem, jaz sem vedno bil paket, ki je imel vse. Zato, ker jaz sem bil roadie najprej, potem nek stage manager, potem tonc in mogoče vem marsikateri aspekt koncerta, ki ga drugi tonci mogoče ne vejo, ki so pač specializirani samo v zvok, ampak sigurno spet nekomu lahko pomagam tudi pri tem. Okay. Upam, da bo velik del poslušalcev teh podcastov tudi pač glasbenikov, ki se želijo tudi iz tega kaj naučiti. Kako poteka taka res šolska tonska vaja, na kaj je treba biti pozoren, kaj mogoče so neke stvari, ki bi jih svetoval tudi glasbenikom, da je lažje tebi delati, da je lažje njim hitreje priti čez tonsko vajo in pa tudi, če se lahko dotakneš, kaj so kakšne napake toncev, ki si jih že kdaj videl, kaj delajo narobe? Ja, mislim, velikokrat glasbeniki naredijo to napako, da so vajeni špilati v šundru, se pravi v nekem hrupu in potem ali imajo in-ear monitoring, ali imajo recimo monitor, kakor sam zvočnik na tleh in potem se začne tista borba, ti prideš na špil, oni pridejo gor, vsi so dobre volje, vse super klapa, ti si vse naštimo, ampak polje, kitarist bi malo glasnejši bil. In potem pevka bi malo glasnejša bila, zaradi tega, ker je kitarist zdaj glasnejši in ona več ne sliši sebe dobro, kot se na začetku. Potem zaradi tega šundra začne bobnar močneje udarati in tudi on rabi več potem signala. Ja, začne se podirati. Začne se ta nek domino efekt bendov dogajati, ker začnejo eni podirati drugmu sliko, zaradi tega, ker je skozi en glasnejši. In tukaj recimo mladim bendom ali pa starejšim bendom, ker to se dogaja vsem, bi nekako dal na svet, da chill down. Pač dejte si v in-ear ali pa v monitoring samo tisto, kar res nujno rabite. Ne rabite, mislim, pevka ne rabi hi-hata v monitoru, ne rabi, ne vem, mislim, neke stvari si dajo v monitor, ker res ne vidim smisla, res dej si to, kar nujno rabiš in dej si to po nekem volumu, ki je normalen za vse na odru, bodi človek, bodi prijazen do drugih sobendašev, ker na konca, če ti narediš šundar na odru, ga imaš tudi pač dola, tam, ki je foh, tam, ki je publika in ne bo dober sound, ne bo dober zvok. Torej zaupaj temu, da se bo iz PA zvočnikov tako je, ne rabiš imeti kitaro, da ti piha lasje dol, čeprav vsi vemo, da je to Glenn fora in da je to super carsko, če imaš ti 412 in ti to piha v ritem. Ampak ja, mislim, first row, pač tisti, ki je prvi do odra, ti nav nič hvaležen, ker bo sam kitaro slišal in je bedno. Zdaj sem se spomnil, a si videl un mim, ki je navije tako fair do konca, pa udar, pa kakrat tako odnese. Ja, turn it to 11, varianta, but it goes louder. Ja, mislim, zelo težko je muzičarjem dopovedati, da če so tiši na odru, bo boljši od zunaj, ker če imaš ti full na glas kitaro in imaš mogoče 5% boljši sound kitare in podreš cel band in vsi vemo, da vsi hodimo na koncert zaradi tega, da slišimo vokal. Ja. Žal. Kaj pa napake toncev mogoče? Napake toncev so, mislim, veliko napak tonci naredijo. Vedno, ko se začnejo neki piski, ker nek sound ni, vsi gledamo tistega tonca, je on kriv ali ni kriv. Večinokrat ni, ker je tudi pač, kot sem govoril, do samega benda, velikrat je tudi do toncev. Mogoče si vzamejo nek prevelik zalogaj in začnejo delati neke tehnike, ne poznajo. Velikokrat niso sami krivi, dobijo pač ozvočenje, ki ni primerno za tak prostor, za tak bend in potem delajo z mogoče preslabo tehniko in tukaj ne dobijo nekih pozitivnih rezultatov. Velikokrat je problem tudi, da si ga vzamejo preveč na easy. Velikokrat sem videl tonca, ki bi mogel tam že imeti pol stvari priklopljenih, ampak ne, daj, sej bom skadil čik, pa pridem nazaj. Sam še tega skadim, pa pridem, ali pa ne vem, daj sam kavo,
Pa tudi sami niso krivi, ne? Kot Ja, sam no. Tonc, pa tudi folke poznam na terenu, to je folk, ki dela 16 ur na dan in na eni točki si zmatran. Ja, čeprav to je pol vedno stvar vsakega posameznika, ko se organizira Tako. čas. Ne? Tako, ja. Si mislim, da ti ne kadiš tam čikcev, pa ne gledaš na uro, ampak prideš pa narediš. Ne? Kar Ja. pomeni, da si verjetno naspan, da si verjetno nahranjen. Ne. Mislim, veliko krat tudi nisi naspan in nisi nahranjen, ampak... Dobar, ti imaš zdaj mehno hčerko. Ja, jaz imam še otroka in marsikdo ga ima in vejo, kako je to pol s spanjem in z nočnim življenjem koncertov, ker pač ponavadi prideš špila ob 3, 4, 5 zjutraj in imaš otroka, ki že joka v posli in nič ne spiš, ob 6 zjutraj ga moraš spraviti v službo, v vrtec, pardon, zato ker je tvoja žena že v službi, tako da imaš ta nek zaciklen krog nespanja in zmatranosti in tako naprej. Ampak kar sem jaz recimo videl na terenu in preseb po gruntu, bodi najhitrejši, ne rabiš biti najboljši, bodi najhitrejši, bodi pozoren, na kaj se dogaja. Bodi tisti človek, ki ima oči in ušesa povsod v tisti sobi in reši situacijo, da noben ne bo trpel in vsi bodo ful zadovoljni, vsi te bodo spet najeli, torej, vsi vejo, da se iščemo perfekcije, ampak iščemo rešitve. Ja, okay. Ja. Sploh kot nek stage manager, Tonc, karkoli, tudi če ne znaš narediti najboljši sner na svetu, noben te ne bo grdo gledal v bendu, bodo pa vsi veseli, če boš, ne vem, prinesel en six-pack piva s sabo in imel mrzlega v hladilniku in po koncertu, ki veš, da vedno zmanjka piva, bil on gaj, ej fantje, imam cel six-pack mrzo za vas, spite to, vem, da me morate čakati še 1 uro, da jaz pospravim kable, imate klepivo od mene, jaz bom pospravil kable in na ta račun Mr. si rato Mr. Perfect. Lahko si zmiksil za nič tist kick ali pa sner, ampak si rato Mr. Perfect. Ali pa ne vem, ena zadeva, recimo, ki sem se naučil zadnjih par let, ki nosim vedno v denarnici, pa ne 1 evro ali 2, ampak 20 centov. Okay. Teh 20 centov mi je rešilo 100-krat live. V bistvu v teh nastavkih za mikrofone imaš tisto reducirko, meni se zdi, da je iz 1/4 cola na 5/8 cola in je lahko odšraufaš edin z 20 centov. In 100-krat se mi je zataknila nekje in ne vem kaj in cep. In vsi gledajo, lega, uspejo, ali pa recimo delovne rokavice gumijaste. Veliko krat se bobnarjem zgodi, da v kufru ali nekaj se zadeva preveč stisne in ne moreš z golo roko tistega odpeti, ni boga. In če imaš tisto gumijasto rokavico, primeš, odšraufaš in sam gleda wow, stari rešil si mi, zdaj bi jaz imel res problema. Tako da ta neka pripravljenost, ne vem, imej ekstra kable, imej jack kable za kitariste, ki mu crkne kabel, zamenjaš kabel in boš za njega največji car in bo vedno rekel, ja, on je ful zanesljiv, on ima rešitev, on je top. Neki testeri za kabel, ne vem, kakšen mikrofon ekstra, pa ne sabo. Jaz imam tako en case, ki piše gor tech case, ki hočem, da je fancy, ampak v bistvu mu pravim krama case, ker noter imam od ne vem, trzalic, alkohola za razkuževanje rok, robčkov za nos, pač da si mami in dedi, vsem muzičarjem in rezervne vsake, gate. Ja, čepke za ušesa, ne vem, tablete za glavobol, pač. In zaradi tega te folk najame, ker tudi, če ti nisi najboljši Tonc, ampak imaš neko rešitev za vsako malenkost, folk to vidi in začne ceniti. Ok, pa če se lahko sam še dotakneva opreme, kaj imaš ti kot Nikola Snadi od opreme, oziroma kaj je bare minimum, ki bi ga rabil? Okay. Kaj je pa recimo nek fancy equipment, ki pa ti pa res pomaga, pač, da tako na ta način daš? Mislim, tukaj lahko rečemo sky is the limit, ker pač pri audio zadevah so cene tudi lahko zelo cene, visoke. Ampak samo tako, recimo, kaj ti potrebuješ? Ja, mislim, pravim, jaz imam ta tech case,
ki je veliko krame not in ki veliko krat si rečem, no, pa zakaj vse to nosim s sabo, pa ima en kufer, poln gluposti, ampak ta kufer je v bistvu naredil moj brand, in je lifesaver in zato ga skozi trogam s sabo. Jaz se pravi, ne sam kot tonc ali pa nek stage manager se ukvarjam tudi z ozvočevanjem bendov. In bi rekel, da svoje ime sem zgradil na 2 subwoofere, 2 satelita, pa mogoče 4 monitorje. Satelita, to, da bojo vsi razumeli. Ja, visokotonski zvočniki, aktivni zvočniki, ki jih postaviš, imaš nek nizkotonski subwoofer, tam daš stojalo, gor daš zvočnik, se pravi tam v spodi so basi, gor so visoki toni, se pravi vokal in vse te zadeve, ki morajo lepo zveneti in zato je fajn, da je ta zadeva tudi kvalitetna. Kakšni monitorčki, ne? Pa neki monitori, se pravi, da se bend lahko sliši iz nekih teh 3-4 zvočnikov, ki so po tleh, pa kvalitetni mikrofoni. Tukaj bi mogoče povedal, da veliko krat tonci kupujemo z očmi, a ne z možgani, in bi hotel imeti nek najbolj fancy set mikrofona ali pa nekaj, kar je lepega. Jaz bi rekel mladim, kupujte praktičnost. Se pravi, kupiš nek mikrofon, ki je uporaben za marsikaj, ne samo za eno stvar in si kupil, ne vem, nek full fancy mic za vokal in ga ne moreš za nič drugega uporabiti, pa si full denarja tam vložil, namesto da bi kupil 5 drugih uporabnih micov. In to velja tudi za glasbenike in konec koncev tudi za vse ostale ljudi na splošno v življenju. Tako. Tako da, ja, buy practical in pač moraš imeti nek minimum za ozvočati, se pravi, to so to neki moji ozvočeni mikrofoni. Fajn je, da imaš kvalitetne kable. Jaz jih sam delam in imam to srečo, N&N Cables, da delam svoje kable, ki pač mi služijo od prvega dne, ko sem jih naredil in mi še noben ni crknil. In je fajn, da imaš kvalitetne kable, ker se lahko zaneseš na njih, ni ok, ne dela spet menjaj kable in to ti vzame veliko časa, sploh če hočeš biti perfekcionistka in postaviti kable na odru, da to zgleda kot nek arhitekt, ki je to splaniral, da je lepo, da nimaš pač kable počez odra in da vsi ne pluvajo, kaj je ta naredil na odru in se spotikajo po teh kablih. Mimo grede, ne? Da tukaj presekam, če slučajno potrebujete kakšno opremo ali servis opreme, je Nikolas ta glaven strokovnjak za to. Tako. Če potrebujete dobre kable, mogoče, da vam zrihta kakšen feršt, ki vam ne dela ali pa kaj tasga. Tako, dobro, ajde, ferštov ne servisiram glih, ampak ja. A sem te preveč prodal? Ja, malo si me preveč prodal, ja. Kitare lahko porihtam, vse etape delam, ampak načeloma zadnje čase sem bolj kot nekdo, ki dela dobre kable. In tukaj delam pač neke te rešitve, ali so to multicore, bodi si, ne vem, jack, XLR, karkoli, se pravi te neke kable, ki so namenjeni odru in studio in ki veš, da ga kupiš in da je bil testiran in da je bil narejen s srcem in dušo in da sem se res potrudil na odcrkno, čeprav lahko vse crkne, ampak je nek tak produkt, ki je narejen za daljši rok. Potem lahko tukaj dodava samo še en must have skill in to je, da znaš lotati oziroma spajkati. Ja. Mislim, lotanje je tudi neka taka zadeva, ki mi je pripeljala veliko dela, ne samo za, bi rekel, prodajo kablov, ki jih delam. Jaz sem imel to srečo, da ko sem študiral na SAE leta 2011, en od asistentov oziroma učiteljev, Tin Vukadinovič, je imel neko tako mini šolo lotanja, ker on je delal svoje kitarske efekte in meni se to zdelo strašno zanimivo in zdaj bomo mi šli na neko predavanje lotanja in pojavila sta se mali Nikolas in njegov cimer Domagoj, ki ga nič ni zanimalo, ampak je šel z mano, ker je imel 2 ure cajta. In pol zna lotati. In mene je Tin super naučil lotati, in končno, mislim, jaz sem si že prej kot mulc sam delal svoje kable, ker moja teta je delala v Alcatelu, ki je bila znamka za telefone in mi je nekaj malo pokazala, in sem si sam popravljal te neke pocenske kable, ki sem si jih kupoval kot otrok. Ampak on me naučil narediti res kabel, ki je držal. Mislim, ta kabel, jaz imam še zmer isti kabel, ki sem ga naredil tisti večer po tistem predavanju in mi še zmer dela in še zmer igram kitaro s tistim kablom. Mislim, da imamo tudi tukaj v Lambda Recording Studio, a ne Alex, Alex ene par kablov, ki si jih tudi ti naredil, tako da definitivno priporočamo. Hvala za nakup.
Rad bi se sam še ene stvari dotaknil, ko ti delaš, kar se tiče ozvočevanja, ko ti delaš live sound nekomu, prej si rekel, ne iščeš perfektnosti, ne? Ampak vseeno ti, ko sodeluješ z večjimi glasbeniki, ko sodeluješ z nekim glasbenikom večkrat, in the long run, verjetno poznaš njegov setlist, verjetno poznaš, kako se bojo oni premikali po stageu. Koliko se ti temu prilagajaš potem tudi s tehniko? A veliko spreminjaš sound in prilagajaš, recimo dodaš kakšne efekte gor, spreminjaš mood? Koliko imaš kontrole nad tem? V bistvu veliko. Vse, kar sem do zdaj govoril, je bilo mogoče navezano na nekoga, ki se začne ukvarjati kot sound engineer oziroma tonski mojster, ne? Ko si pa ti v nekih teh višjih sferah, se pravi, delaš za nekoga, ki je mogoče malo bolj zahteven customer oziroma pač stranka, potem začneš iskati te neke drobtine perfektnosti, moraš poznati komade, moraš vedeti, kdaj ima solo kitarist, kdaj ima solo nekdo drug, mogoče kot nekdo, ki dela monitoring, daj pevc potrebuje več vokala, več svoje kitare, manj nečesa drugega, več back vokalov, ker pridejo naprej in pojejo. Tukaj so zahteve skupin zelo visoke, in tukaj moraš biti res en od unih najboljših, ki to počnejo. In ni več heca. Mene veliko krat rešilo to, da sem si vzel nek bloket s sabo, pokuli pa te zadeve zapisoval, ker imam res težave, vse te zadeve si zapomniti. To je ogromno stvari. Sploh, če delaš z večjimi glasbami. Če hočeš biti efektiven, zapišeš si in veš točno, in zato prav pride te neke set liste, ker ti dobiš komade od benda in jaz imam vedno sestanek ali prej, ali na dan koncerta, ali potonski z nastopajočim in tukaj grem skozi od komada do komada in da vidimo, kle imaš kitaro, kle nimaš kitaro, kle rabiš to, kle rabiš ono, tretje. In na tak način postaneš v bistvu nek tak javnosti neviden član benda. Ne? Tako, ja. Ker je tudi tvoj performance zelo pomemben. Tako. Ti v bistvu ne igraš na kitaro, igraš pa na svojo mešalko. Ne? Na nek način. Tako. Ja, v bistvu moraš poznati zelo, zelo dobro repertoar benda in kaj kdo dela v bendu, da bi bil v bistvu ta nek ekstra član benda, ki pripomore samem nastopu. To se pogosto govori tudi recimo v glasbeni produkciji, če se lahko sam naveževa, mi oba veva, kako izgleda miksat komad včasih, zdaj sicer rišeš ti miks, ker je vse digitalno, ampak mora biti dinamičen. Včasih so pa bili na mešalni mizi, ki so snemali na trak in je mogel več ljudi iti čez komad in ga dobesedno zapeljati, da se potem na koncu lepo sliši. To je recimo tak aspekt, ki ga verjetno marsikdo ne ve. Ja. Ni vse v glasbeniku samem, ampak tudi v onem, ki je to posnel in potem tudi po miksu. In to tudi v live soundu you only have one chance. Ja, tukaj ni popravko. V studiu lahko malo zakamufliraš napake, live sound je you have one shot. Ja. Pejva zdaj še na druge aspekte. Zdaj ti si recimo, lahko rečeva, midva sva bila sodelavca v glasbeni trgovini, BAM Guitar Center. Ti si mene zaposlil, konec koncev. Ti si tam, jaz, ko sem te gledal, ti si tam ustvaril neverjetno veliko mrežo pač ljudi, ki jih poznaš. Od svetovanja, pač kaj naj si kupijo, mogoče kako naj ravnajo z opremo, itd. Kako bi to bi mi malo opisal, kako je to delo izgledalo in kaj ti je pravzaprav delo v trgovini dalo? Torej, verjetno si se tudi tam naučil lotati kable, si mogel daj kaj popraviti, Ja, mislim, jaz se še danes spomnim tistega dneva, ko sem jaz dobil službo v BAM Guitar Centru, ker to je meni bil najlepši dan v lifeu. Ko sem začel igrati, mogoče nek tak moj problem, jaz sem vedno bil bolj zainteresiran za samo opremo, kot za samo igranje. Zaradi tega nisem več nek kitarist, ampak sem tonski tehnik.
Ful sem se veselil tega dela v trgovini, naučiš se svetovati strankam, naučiš se marsikaj o inštrumentih. Skratka, spoznal sem ogromno folka v glasbeni industriji in tam sem res dobil, mislim, če te službe jaz ne bi dobil, sigurno ne bi imel toliko strank, kot jih imam danes. In mi je odprla res ogromen, svet glasbene industrije. Seveda tudi pač popravljali so se kabli, ker smo imeli, kar smo imeli in ko je kaj crklo, sem jaz tam malo treniral tudi na tistih kablih. Ampak jaz bi rekel, da največ, kar mi je pripomogla ta trgovina, je v bistvu to bilo, da sem se mrežil z ljudmi, ker vsak dan si imel nekoga, ki je zelo dober glasbenik v Sloveniji v trgovini in tudi se pravi, da sem jaz začel si nabirati opremo za svoje prvo ozvočenje, ker vse te zadeve veliko stanejo in če imaš ti neko mini podporo, nek majhen popust, se tukaj precej lažje pride. Tukaj bi se mogoče navezal, jaz sem bil ful happy za to službo in še zmer sem happy in ful cenim, da so me zaposlili, ampak mogoče kot tonski tehnik sem tukaj naredil eno ogromno napako, ker sem se predolgo časa iskal, če bi takrat vedel, da bom tonc v live ali pa zvočevalc, bi mogoče preskočil in šolstvo in trgovino in šel direkt delati, to je mogoče tudi nek nasvet mladim toncem, za nekega velikega zvočevalca. Tukaj dobiš izkušnje s terena, lahko direkt takoj začneš miksati, ne rabiš si iskati neke stranke in tam kopati po nekih luknjah, da bi pol prišel iz nekega mini špila na nek večji špil, dobiš priložnost delati na velikih mešalkah, mogoče bi si lahko tudi plačal kakšen tečaj ekstra, pa si ga takrat nisem mogel privoščiti, ali pa nisem, ker sem bil enostavno preveč len. In tukaj me mogoče malo žal, da nisem začel z nekim ozvočevalcem oziroma se nekje v tako službo zaposlil. Ja, je pa res, da tle bi te mogoče, jaz bi tle dodal še to, ti si vseeno bil prodajalec, ti si vseeno se naučil prodati in sebe, in opremo, in idejo nekomu. To je res. To je res, in tudi tekom tega dela si se res poglobljeno spoznal z vso opremo. Če te nekdo reče, ta mikrofon, po šifrah mikrofona ti veš, kaj to je. To je res, ja. Veš, kako izgleda, veš, kako deluje. Pa poznaš te cene, pa poznaš, kako trg deluje. Ja. In tudi konec koncev, to, da si začel mogoče z nekimi glasbeniki, ki so bili bolj na tvojem levelu, pa da si potem počas gradil, je vseeno malo bolj safe način. Ja. To je sigurno bolj safe. Mogoče tudi, ker se ti zgodi, da pač narediš neko napako. Ni toliko velika. Ni toliko velika, kot se ti lahko. Ja, Bog ne daj, da to narediš nekje na veliko, pa da se to razvene. Tako je. Ne vem, če boš dobil veliko priložnosti. Ja, lahko si hitro zapacaš. Ja. Kako se pa ti ne vem, marketiraš zdaj, oziroma oglašuješ, vem, da si aktiven na social media, pa to, kaj pravzaprav delaš, da si poiščeš recimo zdaj nove stranke? Pravzaprav jaz sem imel vedno to srečo, da se nekako stranke dobil, v bistvu dobra beseda je šla naprej, in začel sem z nekimi bendi, ki so igrali neke porokce, rojstne dneve, pa so me oni hvalili okoli, pa sem v trgovini, kjer sem delal, pač spoznal tudi neke druge artiste, pa so mi ponudili za nekaj drugega. In v bistvu nikoli nisem klical bend, živijo, jaz sem ta, pa znam obrniti 2 knofa, bi vi mene imeli za tonca. Razen enkrat, ko sem poslal enemu bendu pač mail, da bi bil rad njihov tonc, ki je bilo glih po covidu, pa bili so mi zelo tako geografsko blizu in so me valjda odbili. Yeah. In 1 uro kasneje zvem, da je moj friend pač njihov tonc in mi je bilo grozno, zdaj jaz pač friendu sem hotel spoli delo. Ampak kakorkoli, se pravi, vedno je bilo to nekako brez neke promocije.
Kar je pa pomembno bilo, da se ne dogajajo napake, se pravi, da si pravočasno tam, da pripraviš vse, da imaš vse neke pripomočke, ki lahko zmanjkajo na odru zraven. Tako da vedno je bilo nekako, bi rekel, uspešno delo je pokazalo, kaj znam narediti in so me potem najeli za naprej. In si imel potem dovolj posla. Kar vseeno pa si mislim, da ne vem, če večkrat vidim recimo tvoj story ali pa nek reel, da pač imate nek koncert, a veš, potegaš, ne vem, evo, prej sva govorila o Serčiču, zdaj, kakor vem, boste imeli celo turnejo stvari, ali tako, pač, ja, kjer si ti tudi upleten zraven. In ga tegaš, in ljudje potem vidijo, da z njim sodeluješ. Ja. To je zdaj ne. To je zdaj, ja, zadnje čase zelo pomaga, ko se odpre. Se pravi, jaz sem tudi Serčiča dobil zaradi tega, ker sem prej nekaj dobrega naredil, pa so me ljudje priporočali naprej, ampak ja, sigurno pomaga. Sploh, recimo, če se navežemo nazaj na tisto mojo prodajo kablov, recimo social media je super reklama za to. Pač narediš nekaj, kar ti je nekdo naročil, ki je mogoče nekaj, kar ni zelo tako pogosta zadeva, objaviš in sigurno imaš od tistih 100 folka, ki je pogledal ti story, 1, 2, 3, ki so nove potencialne stranke. Tako da social media sigurno pomaga pri tem nekem mreženju, širjenju, kakorkoli, da pokažeš neka svoja znanja. Pa če se sam še enkrat vrnem sam na glasbeno trgovino, ker se mi zdi vsem tako dokaj pomembno vprašanje, predvsem mogoče za kitariste tam zunaj, ali pa mogoče bobnarje, kakorkoli. A bi potem lahko svetoval nekomu, da se mogoče zaposli v glasbeni trgovini, ali pa mogoče v kakšnem, da si poišče kakšno podobno službo, kjer ni neposredno tonc ali pa producent, ampak da se nekako lahko prerine zraven, ne? Definitivno. V bistvu vse te, bi rekel, neke velike glasbenike, ki poznam, so vsi nekako začeli v glasbeni trgovini in tudi Obamu, tam, ki so midva delala, poznam krasne glasbenike, ki so tam delali, Matica Ajdič, Matej Mršnik, Dagi, oni so vsi začeli, vsi so bili super že prej muzičari, ampak vsi so nekako delali v Obamu, ker si se pač tam nekako mrežil z drugi bendi, zanimala te oprema, naučil si se tržiti in sebe, kot nek produkt, ne sam pač tiste trzalce, kable, kitare, ki si prodajajo, ampak si mogoče se naučil neke stvari ceniti in vrednovati. Se pravi, naučiš se, koliko je kaj vredno, kar ti mogoče tudi pomaga potem pri prodaji sebe, kot glasbenika ali pa tonca ali pa karkoli. Je pa vedno težko to neko vrednost, bi rekel, da to neke okvirčke. Ja, seveda. Ok, hvala Nikolas, počasi se približujeva koncu. Jaz mislim, da je bila ta debata zelo zanimiva, mogoče za nekoga, ki je samo laičen poslušalec. Bomo videli, kaj bo ljudje povedali. Tako, upam, da mogoče komu mlademu odpremo neko pot. Poanta tega podcasta je itak, da se predstavite vi, ki ste v senci, ki se vas ne vidi toliko pogosto, ampak ste zelo, zelo pomembni za to, da pač ljudje slišijo lahko glasbo in jo lahko usrkavajo na vse možne načine. Za konec bi te vprašal še, kakšne imaš ambicije za naprej? Boš skaliral svojo ekipo, ne vem... Ambicije za naprej, s tem imam borbe vsak dan. Ja. Ena varianta je, da ostaneš na tem, kar si in delaš svoje delo in je to vedno te vleče naprej, da bi kupil kakšen kos opreme več in da bi skaliral in da bi vedno postajal večji. In je zelo težko, ker v bistvu na tej neki točki, ki si kot jaz, ki delam recimo svojo opremo, špile za 300, 400, 500 ljudi, če hočeš ti na 1000, to so že ful veliki kombi, rabiš neko tehnično ekipo, moraš zaposliti ljudi in se pravi, hitro zraste. Hitro rata iz enega človeka, ki dela vse, ekipa 3, 4, 5 ljudi s kombi, z ogromnim rampam in vedno je a bom šel to, ali nam skozi te valjda vleče naprej. Jaz se sicer bremzam zaradi otroka, ker še zmer bi rad videl, da sem malo zraven
moje male aurore, Zelo ker pozorno sem na tebe. cele dneve na terenu in sam to delam. We needed the fathers. Ja, Ja. me pa skozi mika, ja, da bi rasel naprej. Ja, Ja. Pa sej, no, mogoče pa na neki točki, a ne? Sej, Ja, mogoče. Mislim, jaz, ko te spremljam že kar nekaj časa, se mi zdi, da si že zdaj zelo bistveno više, kot si bil mogoče pred 3-4 leti. Ne? Takrat, zdaj imaš recimo kombi, takrat si imel samo avtokaravana. Ne? Ja. Ogromno ene opreme, ogromno enih sistemov, ki se jih mogoče niso dotaknila, ampak če koga to zanima, ti lahko pišejo, pa jim lahko kaj več poveš. To je dolg čas. Ja. Ali bomo pa še en pogovor naredili. Tako. A imaš mogoče za zaključek kakšno tako res zanimivo izkušnjo iz kakšnega koncerta, ne vem, recimo, kateri je bil tvoj najbolj tak, kateri koncert si najbolj zapomnil v svoji preteklosti? Mislim, ogromno jih je, zaradi ogromno različnih stvari. Recimo, če govorimo nedolgo nazaj, mi je bil zelo, zelo pomemben koncert. Ozvočil sem Sy Smith, to je kanadska pevka, ki je zelo dolgo živela v nekem backgroundu, se pravi neki senci, ampak ful dobra soul, funk, blues, jazz pevka. Medtem je tudi pela tisti soundtrack za How I Met Your Mother. Serija, ja. In, ja, ne vem točno, kjer pozabil sem, ampak v glavnem, delal sem z eno od najboljših pevk na svetu, ki je imela sabo band iz Amerike, ki so ubijali. In je pol wow, a jaz lahko to delam. Pač meni je to bilo, malem Nikolasu, meni je bilo to, da bi, ne vem, Michael Jacksona delal. Res, ko prideš v prvo ligo in imaš to čas delati, res. To je big deal, ja. Enega od najboljših na svetu, mislim, res, tako, the best. To si delal samo enkrat ali si potem? Samo enkrat, ja, to se organizirala je v bistvu Linhartova dvorana v Radolci in to mi je bilo res v čast. Pa recimo nikoli nam pozabo koncerta Vladota Kreslina v Križankah. Meni je to bil prvi koncert, ki sem ga v Križankah delal, monitoring za Vladota pred 2000 folka, enkratno. Noro. On je tudi res dober showman in tako, da res ja, naredil vzdušje na koncertu. Tak, in veliko srce ima in je res super človek in super izvajalec, tako da zelo, zelo počaščen, da sem lahko to delal. Rad bi te še vprašal to, kaj si delal za to Kanadčanko Sy Smith? Sy Smith. Ja. A je to kaj drugače kot v Sloveniji? A oni kaj drugače pristopajo k zadevam? A si se kaj česa posebnega naučil od tega? Mogoče od nje ne. Mislim, zelo malo je komplicirala, ker je izredna pevka in to prideš takole do rezultata. Naučil sem se pa veliko od njenega bobnarja, ki je spremljal povsod po svetu in dejansko je, mislim, videl sem že veliko bobnarjev, ki je oglaševalo bobne pred koncertom, vsi si ga pač naštimajo nek svoj ton ali kakorkoli. On je oglasil boben na rezonanco prostora. Se pravi, postavil je svoj set, začel je igrati, v tej sobi rezonira ta frekvenca in začel postavljati boben na sound prostora. In meni je to bilo brez mikrofona. What? In je naredil akustiko bobna, da paše tej sobi. In mi je bilo samo ok. To je pač next level. Ne? Tega jaz, mogoče kdo to zna v Sloveniji, pa sem to spregledal, ampak to je bilo prvič, da sem jaz to doživel nekega muzičara in res pol vidiš, ok, to je next level. Ne? To ni več nekdo, ki pač prenese bobne iz vročega ali mrzlega avta na stage v drug prostor in to vse neki tam razglašen, pa tam neki malo popravi, pa ok, ajde gremo, ampak je res Sploh, ker razumem, da to narediš v studiu, v takile sobici, kot smo zdaj, ampak na stageu. Ti to dela vsak drug dan na stage. Okay. Ja. Pa tako, povedal mi še par na svetu. Mogoče veš, kako mu je ime? Temu bobnarju? Zdaj pozabil sem. Okay. Imam ga na Facebooku, spremljam ga. Dam ti domačo nalogo, ko bo objavljena ta epizoda, v komentar napišeš, kako je temu človeku. Se zelo opravičujem do tega človeka, ker ga zelo cenim, super bobna in me je res sram, da sem pozabil, ampak wow. Okay. Nikolas,
na tem podcastu bomo vedno naredili isti zaključek in to je the red light question. Zdaj te bom vprašal, na to si se tudi lahko pripravil, ker sem ti vnaprej poslal vprašanja. A bi z mano delil neko informacijo ali pa kakšno tabu temo, o kateri se v širši javnosti ne govori, ampak ljudje in the backend pa vejo, da se to dogaja. Nekaj malo tako, juicy. Juicy, ok. Imam ene par idej, ampak se bom dotaknil alkohola. Okay. Alkohol je nekaj, ki me spremlja celo življenje. V bistvu, kot zelo mlad sem začel piti. In to so bile neke žurkice in on tretji in hitro pač se zaciklaš in začneš malo preveč tega alkohola konzumirati. Ne? In pol enkrat, ker rataš nek sound guy, tonski tehnik, roadie, karkoli, imaš na voljo tega alkohola čist preveč in zastonje. In tukaj v Muski velikrat nas imajo tudi organizatorji ali pa drugi ljudje za neke pijančke, in velikokrat imajo prav, ker zelo hitro zaradi družbe in vsega rataš pač alkoholik. Jaz na srečo nisem, mislim, mogoče neke svoje neuspehe in včasih se pač spilo preveč, in narediš na napačnem dogodku v napačnem času zelo veliko napako. Piješ pivo namest, da bi nekaj drugega opravljal. Ali pa te ki te plačal pošteno, vidi, ok, ta peto pivo, kle neki tensta, ali pa, ne vem, enostavno se zgodijo neke stvari, ki se ne bi smele zaradi tega tvojega obnašanja, ki je pod vplivom alkohola. Tako da res vidim, da mlajše generacije dosti manj konzumirajo alkohola in to je thumbs up. Ampak ja, preveč teh nekih napak in preveč nekih neprimernih stvari vidim na terenu, ki se dogajajo zaradi alkohola. In je problema, Ja, ker konc koncev, to je tvoje delovno mesto. Tako. In normalno bi bil v pisarni, kjer pač mogoče alkohol ni toliko dostopen, ali pa tudi mogoče malo manj, tle je pa tvoja pisarna koncert. Tako je. Vidim mlade, tam pijejo, kadijo čike namesto, da bi delali in razumem, po eni strani ti si tam, 20 ur včasih na dogodku, ampak še zmer ti si plačen zaradi tega, da si hiter, da rešiš težave, ne pa da tam čikaš pa piješ pivo. Tako da mogoče nekomu mlademu, ki se bo spustil v ta posel, priporočam, če že spiješ ti en kozarc, da nazdraviš z vsemi, drž se stran od alkohola, bodi trezne glave, razmišljaj, kaj delaš, delaj na dolgi rok, ne delati napake in bodi zdrav, bodi pripravljen takrat, ko te rabi. Kako so rekla, bodi uporaben. Bodi uporaben. Tako. Nikolas, hvala ti lepa, da si se mi pridružil. Evo, roka. Tako. Pa se poslušamo. Hvala za povabilo, pa pozdravljam vse. Tako. Pa se poslušamo naslednjič iz Lambda Recording Studios. Čau.